Lepo pozdravljeni v oddaji Šola z okusom. V prejšnji oddaji so si naši dijaki postregli jedi in pijačo iz piknik košarice. Privoščili so si prav lep dan na Mariborskem otoku. Pri pouku turizma smo se podučili o zgodovini razvoja kopališča in se seznanili s pravili, ki veljajo na vseh kopališčih. Danes smo pripravili pregled, kako se je Mariborski otok spreminjal zadnjih 100 let. Razvoj Mariborskega otoka sega v leto 1927. Tega leta so se odločili zgraditi novo letno kopališče. Na slavnostni otvoritvi se je zbralo več kot 10 000 obiskovalcev. Na novem kopališču so se začeli odvijati mnogi plavalni nastopi in tekmovanja. Kopališče je bilo prvo desetletje vzorno urejeno in oskrbovano. Slovelo je kot najlepše daleč naokoli. Sprostitev so na otoku našli tudi številni tujci. Leta 2003 so začeli načrtovati celovito obnovo kopališča, vendar so uspeli obnoviti le strojnico in delno sanirati mali in veliki bazen. Leta 2009 so potekala najnujnejša vzdrževalna dela, a so kopališču vseeno dala lepšo podobo. Znižale so se cene vstopnic, poskrbeli pa so tudi za dodatne animacijske programe. Danes Mariborski otok še vedno velja za lep in miren predel, ki ga obkroža lepa narava in nam ponuja različne možnosti sprostitve. Varnost in dobro počutje sta na prvem mestu vseh obiskovalcev. Zato je prav, da na kopališčih spoštujemo in upoštevamo kopališki red. Nekaj več o teh pravilih smo za vas pripravili v naslednjem prispevku. Kopališki red nas lahko opozarjajo posebne obvestilne table, napisi in znaki. Z njimi obiskovalce opomnijo na primerna ravnanja, opozarjajo na morebitne nevarnosti in obveščajo o obveznostih in prepovedih. Razumljivo je, da se moramo obiskovalci na kopališčih vesti tako, da spoštujemo dejavnosti drugih ljudi. Nekateri se pridejo na kopališče rekreirati, drugi pa zgolj na počitek. Kopališki red, kakor ga zahtevajo predpisi, je vseeno dobro poznati. Usmerja nas k primernemu obnašanju. Obiskovalci kopališč smo zadovoljni le, če so naše pričakovanja izpolnjena in smo deležni kakovostne storitve. Skupna želja vseh je dobro počutje, zato je nujno, da spoštujemo tudi nenapisana pravila bontona. Zavedati se moramo, da svojim obnašanjem kažemo spoštovanje do sebe in do drugih. Seveda pa to velja vedno in povsod. Kopališki red v svojem osnovnem namenu velja tako za odprta kot za pokrita kopališča. In ko se v bazenih dobro naplavamo, bomo slej ko prej želeli energijo nadomestiti s kakšnim dobrim prigrizkom. Zato vam za danes ponujemo v izbor hitro pripravljeno jed, in sicer carski praženec. Preselimo se v šolsko kuhinjo in poglejmo, kako so se dijaki lotili priprave. Lepo pozdravljeni spet v naši kuharski oddaji. Danes vam bomo z Žigom pripravila carski praženec in zato potrebujemo jajce, mleko, moko, sladkor v prahu za posip na koncu, maslo ter sladkor. Pripravila pa še bomo jabolčno čežano, zato pa potrebujemo sladkor, cimet, klinčke ter seveda jabolka. Če kar pričnemo, boš ti pripravil kar maso za šmorn oziroma carski praženec. Ja. Najprej vzamem jajca, ločim beljake od rumenjakov. Jaz bom pa medtem olupil jabolka. Seveda sprva si lahko pomagamo s pripravo, s katero vzamemo sredico ven. Tako. Še kar vsa naslednja. Iz beljakov bomo naredili trd sneg. Če hočemo, da je sneg res zelo trd, lahko dodamo kako žlico vode ter malo soli. Ko smo odstranili sredice, pa lahko še olupimo jih. Lupimo lahko tudi s kakšnim nožem, a najpreprosteje je z lupilnikom. Tako, nadaljujemo. Kaj pa ti delaš? Sedaj stepam trdi sneg. Ko bo sneg zelo trd,
ga bom dodal rumenjakom in pripravil maso za šmorno. Med tem časom preverimo, če je sneg dovolj trd. Malo še ga bo potrebno. Sedaj pa najbolje, da jabolka kar narežemo na čim tanjše rezine. Tako, naš sneg je pripravljen. Pazimo, da so vse sredice lepo odstranjene, da v naši čežani ne bo trdih delcev. Med tem razburkljamo rumenjake. In dodamo mleko. Spet razmešamo. Narežemo še zadnjo. Dodamo sladkor. Nato pa še zgostimo z moko. Moke ne dodamo vse, zaradi tega, da vidimo, kakšna bo gostota mase. Tako, sedaj bomo karamelizirali sladkor. Jaz še testo dodam malo moke. Ko se bo sladkor karameliziral, pa bomo dodali jabolka. Nato pa vse skupaj lepo podušili ter dodali cimet ter klinčke. Damo še preostanek moke. To bo za dovolj. Na koncu še testo dodamo naše stepene beljake, da bo testo lepo kuhasto. Beljake moramo zelo nežno utepsti v maso. Sedaj lahko vidimo, kako je testo lepo gladko ter kuhasto. Ter brez grudic, seveda. Za pečenje praženca bom potreboval maslo, ki bom kar ostavil v... Tako, sedaj, ko je karamela raztopljena, dodam jabolka ter vse skupaj lepo premešam. Maslo lepo razporedimo po ponvici. Vse lepo premešamo ter naša jabolka pustimo, da se zdušijo, zato jih pokrijemo. Evo, maslo se nam je lepo zalilo. Ko bo dovolj vroče, mu dodali maso. Tako, dodamo še cimet. Ter klinčke. Mi podaš, prosim, paletko. Izvoli. Tako, sedaj vse lepo premešamo. Jabolka bodo tudi že skoraj gotova. Tudi jaz bom dodal maso. Tako, ti pomagam. Ja, lahko obrišeš. Hvala. Prosim. To bom odstranil. In naj se praženec lepo počasi peče. Sedaj, ko so se jabolka lepo nam kuhala, ugasnemo ter naša jabolka vstavimo v mikser, v katerem bomo jih zmiksali. Mi podaš, prosim, eno žlico? Ja. Tako. Pri tem skozi spremljamo, kako se nam peče. Malo pomigamo ponvico. Tako. Ter sedaj lepo zmiksamo. Tako. Ter naša čežana je pripravljena. Tako.
lahko pospravimo vse, kar ne bomo več potrebovali. S paletko si lahko malo pomagam, da pogledam, kako je s pečenjem. Jaz si bom pa tukaj pripravil prostor za serviranje. Čežano najbolje, da presipamo v eno čisto posodo. Tako. In sedaj bom jaz obrnil. Tako. In jo bom razrezal na tanke pravokotnike. Tako. Jaz bom kar na naš krožnik že dal čežano. Tako. To še lahko malo obrnemo. In počasi bo praženec končan. In to je končano. Kam ti ga dam? Tako, lahko kar pustiš tukaj. Jaz še bom pospravil za seboj. Sedaj lahko naš šmorn serviramo. Tako, izvoli. Hvala. Posujemo ga še s sladkorjem v prahu. Tako, ko smo posipali, pa še lahko dodamo cimetove palčke. Tako, ter naša jed je gotova. Pa dober tek. Praženec ali carski praženec, po domače tudi šmoren, je preprosta jed, a jo kljub temu lahko pripravljamo na mnogo načinov. Lahko je puhasti, rahli, z različnimi dodatki, zelenjavo ali sadjem, lahko je iz različne moke. Možnosti je res veliko, tako kot tudi napitkov, ki si jih lahko privoščimo zraven. Dijaki so izbrali rabarbar in ledeni čaj. Dober dan, sem Timotej Toplak, dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. V prejšnji oddaji smo vam pripravili limonado, danes pa bomo pripravili domači ledeni čaj. In seveda na pikniku tudi ne sme manjkati ledeni čaj, zato bomo vam danes pripravili in v prvem delu vam bom pokazal, kako pripravimo osnovo, torej metin čaj. Torej zavremo vodo in dodamo lističe mete, kar zajetno količino. Nato pustimo, da zavre, pokrijemo in pustimo 10 minut namakati. Nato odcedimo in čaj je pripravljen. Torej, sedaj smo čaj skuhali in ohladili, sedaj pa gremo dalje. Torej, ohladimo kozarec, damo kocke ledu, tudi približno 6, 7, mogoče tudi 8 po okusu. Frapiramo kozarec, smo že povedali, da je to strokovni izraz, da ohladimo kozarec. Odcedimo in nato začnemo z sestavinami. Torej, čaj, metin čaj ohlajen. To dodamo dobri 2,5 deci. Kasneje damo limono, sveže stiščeno tudi. Sveže stisnjen limonni sok naredi čist drugačen okus. Tega bomo dodali 3 centilitre. Dodamo še 1 barsko žlico sladkorja. Torej, 1 barska žlica je malo manj kot navadna žlica. Na koncu pa še dodamo
eno kocko rabarbarenega perja. Dobro premešamo. Za dekoracijo pa bomo uporabili pršiček mete in pa rezino limone. Zapremo s pokrovom, dodamo slamico in domač ledeni čaj z rabarbaro je pripravljen. Na koncu današnje oddaje vas želimo spomniti, da lahko naše delo spremljate tudi na šolskih spletnih straneh. Končujemo pa s sporočilom, da smo odgovorni za to, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne delamo. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Lepo vas pozdravljamo in nasvidenje do prihodnjič.